dan spomina na mrtve, še mesec do končne podobe, uprava učinkovitejša in prijaznejša, kadrovske novosti v zdravstvu, v pričakovanju tedna Karitas, gradišče na Rakovem hribu, po krompirjevih počitnicah. Lepo pozdravljeni. Občina Medvode je v soboto ob dnevu spomina na mrtve v skladu s pravilnikom o protokolarnih obveznostih organizirala komemoracijo s častnim polaganjem venca ob spomeniku talcem v gramozni jami v Medvodah, na grobu Jakoba Aljaža na Dovjem in ob spomeniku Franca Rozmana Staneta pred njegovo rojstno hišo v Pirničah, kjer je občinsko delegacijo vodil svetnik Dragan Đukić. Pred hišo komandanta Staneta v Pirničah so v skladu z občinskim pravilnikom izobesili državno in občinsko zastavo. Himno so zapele pevke izza vrha z imenom Sabrina, ki so si ga nadele šele pred kratkim. Preprosto mi imamo že drugo leto funkcionira odlok o protokolu občine Medvode in to je osnovni namen in naša dolžnost. Drugače je pa pravi namen je pa počastitev komandanta Staneta in spomin na njega, ki mora ostati večno. Po sklepu župana je na vsakem protokolarnem mestu položila častni venec druga svetniška delegacija, ki je sestavljena iz vodje delegacije in še preostalih dveh občinskih svetnikov. V Pirničah sta poleg vodje delegacije sodelovala še občinska svetnika Cvetka Židan Valjavec in Leon Merjasec. Komandant Franc Rozman Stane je velik človek za ne samo krajevni, lokalni, pirniški, občinski, medvoški prostor, ampak tudi za vse širši slovenski prostor. Mislim, da je prav in odgovorno z občinske strukture, da vendarle postane to protokolarni del, sploh potem, ko je pač ta protokol končno stekel v občini Medvode in da se takim dogodkom po protokolu posveča posebno in predvsem potrebno kulturno raven in nivo tega polaganja venca. 7. novembra bo minilo že 71 let od tragične smrti komandanta Staneta, ki je umrl v bolnišnici za posledicami preizkušanja novega orožja. K njegovemu spomeniku je položil častni venec vodja občinske delegacije Dragan Đukić, ki je svoj nagovor zaključil z besedami, da heroj živi tudi po smrti, če se o njem govori. Pa je komandant Stane med domačini še živ? Mislim, da je še kako živ, lokalno, krajevno. Franc Rozman Stane je poznana osebnost, velika osebnost, res pa je, da morda na tem mestu bi bilo morda tudi smiselno opozoriti na dejstvo, da mladi zanamci bi vendarle morali gojiti nek del kulture tudi do teh, bom rekla, vrednot, ki jih za seboj ponašajo za mladi rod, dogodki in dogajanja pretekle zgodovine na mlade otroke, tukaj mislim predvsem na osnovnošolsko mladino in seveda na mladinske organizacije. Občina Medvode je organizirala komemoracije s polaganjem vencev ob dnevu spomina na mrtve še pri spomeniku talcev v gramozni jami v Medvodah, kjer je delegacijo vodila podžupanja Darinka Verovšek, in ob grobu Jakoba Aljaža na pokopališču na Dovjem, kjer je bil vodja delegacije Stanko Okoliš. Jutri v petek na predvečer obletnice tragične smrti komandanta Staneta naša televizija skupaj z odrom treh herojev in medvoško-borčevsko organizacijo pod pokroviteljstvom ustanove Franc Rozman Stane v domu krajanov Pirniče pripravlja slovesnost Samo en cvet. Borčevska organizacija pa je bila v teh dneh prisotna še na 3 komemoracijah, ki se vrše na tradicionalnih mestih v Pirničah, Preski in Senici. Že tradicionalno, prav na državni praznik, dan spomina na mrtve, priredijo komemoracijo ob spomeniku žrtvam vojne na Preškem pokopališču, še prej pa ob spomeniku žrtvam narodno-osvobodilne vojne na Senici. 12 imen je zapisanih nanj. Ker gre zgolj za spominsko obeležje in ne grobišče, vodstvo krajevne skupnosti Senica, ki skrbi zanj, razmišlja, da bi ga podobno kot leseno skulpturo, ki je bila izdelana leta 1973 ob 400-letnici velikega kmečkega upora, prestavili v neposredno bližino v manjši park, kjer se že nahaja obeležje ljudski igri veriga.
Tradicionalno je tudi, da na komemoraciji organizaciji Krajevne skupnosti Senica in Kulturno-umetniškega društva Franz Saleški Finžgar nastopijo poleg domačega igralskega podmladka še godba Medvode, ki jo vodi dirigent Damir Pfeiffer, in lovski pevski zbor pod vodstvom zborovodje Viktorja Zadnika. Vsem zbranim in nastopajočim se je za ohranjanje spomina na žrtve druge svetovne vojne zahvalil predsednik Medvoške borčevske organizacije Vladimir Bertoncelj. Danes smo slišali take komemoracije, ne pripravi nobena krajevna skupnost. Kakšna je ta tradicija in seveda kako ste oblikovali ta program? Ja, tako kot vsako leto povabimo godbo Medvode, lovski pevski zbor Medvode, naše kulturno društvo Franz Saleški Finžgar, pa z otroško igralsko skupino vsako leto pripravi nekaj recitacij na omenjeno temo praznika. Letos ste izbrali Daneta Zajca. Ja, res je, Daneta Zajca, zato ker mineva točno 10. obletnica njegove smrti. Vsako leto namreč poiščemo eno pomembno obletnico in potem posvetimo praznik vsakemu pesniku drugo leto, vsakič drugemu, no. Že v prejšnji oddaji smo poročali o odprtju hipermarketa Spar na območju, kjer je pred leti stal medvoški del Kolorja. Kot je že v svojem govoru izpostavil prokurist Spara Slovenije Igor Domjan, so na prihod v Medvode čakali celih 8 let. Hipermarket, ki se razprostira na več kot 1700 kvadratnih metrih površine, je druga od 95 trgovin po Sloveniji z novo podobo in konceptom. Do prvega zaključka celotnega projekta pa nas čaka, po mnenju investitorja, še kakšen mesec dni. Kot je ob odprtju hipermarketa Spar dejal župan občine Medvode Nejc Smole, je dodana vrednost prihoda tretjega velikega trgovca Medvode trenutno predvsem 28 novih delovnih mest, kot pravijo v Sparu predvsem za Medvoščane, in končna nova in urejena podoba nekdanjega poslovnega kompleksa Kolor. Izplena iz naslova komunalnega prispevka namreč ni, saj je po novem pozidana manjša površina, kot je bila v času Kolorja. Odprtje hipermarketa, kar je investicija v višini 6 milijonov evrov, je sicer šele prva faza celotnega projekta, ki vključuje poleg ostalih lokalov tudi cestne povezave, komunalno ureditev in ozelenitev območja. Kako lahko občina bedi do konca, torej do tistega, da rečemo, res to je sedaj kompletno komunalno in drugače urejeno območje? Kakšne možnosti ima še občina Medvode? Torej, v tem primeru tega kompleksa govorimo o pridobivanju uporabnega dovoljenja v dveh fazah. Prva faza je bila za to trgovino Spar, druga pa za preostanek kompleksa. Tukaj v nagovoru sicer nisem želel posebej izpostavljati, ampak mislim, da je bila občina Medvode zelo trd pogajalec. In samemu izvajalcu smo nakopali na glavo super nadzor, predvsem za cesto in za tisti del, ki so ga morali zgraditi, zato da je to kakovostno izgrajeno. Tako da jih držimo tudi s tem, da ne dobijo zaenkrat še zaradi naše pripombe uporabnega dovoljenja za drugi del. Tako da, ko bodo tudi tisto parkirišče zadaj vse urejeno, ko se bomo dogovorili o prenosu cest, pločnikov in vsega brezplačno na občino, takrat bomo mi tudi umaknili tisto. Do takrat pa najbrž ne bo uporabnega dovoljenja za drugi del. Res je, da imamo enovito gradbeno dovoljenje in za objekt Spar in za ostale lokale, vendar je v tem gradbenem dovoljenju opredeljena faznost, kar pomeni, da prva faza je bil objekt Spar, torej ne govorimo o delnem gradbenem dovoljenju, ker mislim, da ne obstaja, ampak govorimo o uporabnem dovoljenju, ki je pridobljeno. Drug del faze pa računamo, da bo nekje v dobrem mesecu tudi zaključen, pa v večjem delu tudi odprt. Novo trgovino Spar bodo v kratkem dopolnili tudi gostinski lokal, kavarno oziroma slaščičarna, trgovina s tekstilom Kik, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki Sano Labor, knjigarna Mladinska knjiga, zavarovalnica Triglav, cvetličarna Flora, optika Klarus in trgovina z mobilno telefonijo. Je bil odziv potencialnih najemnikov teh prostorov dovolj velik? Odziv je bil enkraten, praktično ob pridobitvi gradbenega dovoljenja smo imeli center s poslovnim delom zaprt. Je pa žal pri sami gradnji bilo par tehničnih težav, zato tudi danes te lokali niso odprti, se pa že v večji meri finalizirajo. Celotna naložba je ocenjena na dobrih 10 milijonov evrov. Kdo je tisti, ki se umika in kdo ostane? Del finančne konstrukcije, kot je bilo danes povedano, je pokrilo podjetje Spar, del finančne konstrukcije je spremljala, kot sem omenil, Poštna banka Slovenije, na ta način je bila finančna konstrukcija celotnega projekta zaprta.
Spomnimo, kakšna naj bi bila nova podoba 2 hektarjev velikega zemljišča nekdanjega Kolorja, so odločali 3 sestavi svetnikov. Prva sestava je proti koncu svojega mandata leta 2011 dala zeleno luč velikopoteznemu projektu Medvode City, stanovanjsko-trgovsko-poslovnemu kompleksu Šparom in ostalimi lokali, 127 stanovanji, manjšim igriščem in parkom ter garažno hišo. Svetnikom je velikopotezno vizijo predstavilo mariborsko podjetje MTB tik pred stečajem. Stečajna upraviteljica MTB-ja Milena Sisinger je poslovni kompleks Kolor z veliko muko pred 3 leti prodala podjetju JVG za 2 milijona in 200 tisoč evrov. Od velikopoteznih načrtov MTB-ja je ostal poslovno-trgovski skladiščni center s Šparom in velikim parkiriščem. Garažna hiša je bila za novega investitorja prevelik finančni zalogaj. To podobo sta dokončno potrdili zdaleč nesoglasno, pa vendarle 2 sestavi občinskih svetnikov. Običajna pripomba pa, da je ta predel Medvod preveč dragocen, da bi ga kar prepustili investitorjem, da je preveč parkirišč in premalo zelenja. V občinskem podrobnem prostorskem načrtu pa je bilo vendarle dorečeno, da se ohrani lipov drevored ob novem objektu. Zadnja 2 meseca je predvsem svetnica Alenka Žavbi-Kunaver preko socialnih omrežij in tudi na seji občinskega sveta opozarjala, kot je dejala, na grobo obglavljanje krošenj in poseka dreves. Če te bo ta lipov drevored obstal? Bilo je v zadnjih tednih, mesecih veliko govora o tem lipovem drevoredu, zakaj smo se mi za ta, bi rekel, razrečitev drevoreda odločili, predvsem zaradi izgleda trgovine iz ceste. Vemo, da je ta drevored bil nekako mogočen, v Medvodah želimo ga tudi ohraniti. Vsled tega smo pri koncesionarju naročili elaborat, v kakšni meri se ta drevesa lahko obrežejo in dali tudi koncesionarju ta drevesa obrezati, tako da v bistvu vse te polemike, ki se po ravnih omrežjih opravljajo, mislim, da so s tem elaboratom pa z izvedbo koncesionarnjo odgovorjene. Se boste zavezali, da boste vsako odmrlo drevo mogoče nadomestili z novim? Glejte, jaz se to ne morem zavezati, tudi ne morem obljubljati, v kakem obsegu bo drevored obstal, namreč lastnik zemljišča, kjer je drevored, je država, zdaj bo tle drug uporabnik Špar, jaz se po enem delu umikam, v enem delu ostanem, tako da kar se tiče drevoredov, za naprej ne morem nič obljubljati. Tisto, kar smo se bali v prejšnji informativni oddaji, se je dejansko zgodilo. V tretje gre rado. Poročali smo namreč, da je Direkcija za infrastrukturo, kot se po novem imenuje Direkcija za ceste, izbrala novega izvajalca za sanacijo nadvoza pod hotelom Medno, saj je Državna revizijska komisija razveljavila odločitev, da delo odda družbama CVP Inženiring in HIP Plus. To je bilo že drugič v letu dni, da je revizijska komisija podvomila v pravilno izbiro direkcije. Tokrat pa je direkcija izbrala drugega najcenejšega ponudnika, družbo Rafael. Spomnimo, na razpis direkcije sredi leta je prispelo 7 ponudb v vrednosti med 1.680.000 in 3.300.000. To je bila spodbudna novica minulega tedna. Hkrati pa smo že izrazili upanje, da se na novo odločitev direkcije spet kdo ne pritoži. Po čisto svežih informacijah pa se je spet nekdo od neizbranih 6. Občinski svetniki so na svoji 8. redni seji tik pred poletnimi počitnicami sprejeli dokončno vsebino odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki vključuje tudi ali pa predvsem njeno reorganizacijo do oktobra. Reorganizacija se je minuli teden odražala predvsem s selitvijo zaposlenih iz ene pisarne v drugo. Največja vidna novost namreč je združevanje oddelkov. Z reorganizacijo pa so prišle tudi novosti za nas občane. Spomnimo, občinski svetniki na podani predlog reorganizacije občinske uprave niso imeli večjih pripomb, pomisleki pa so ostali, predvsem na račun glavnega cilja, učinkovitejša pa vendarle prijaznejša občinska uprava, tako do občanov kot tudi do občinskega sveta, predvsem v smislu večjega sodelovanja in večjega pretoka informacij. Jaz se strinjam s tem, da se določene zadeve racionalizirajo, da se operativa poveča in tako naprej. Ampak ali ste pomislili, da se s tem načinom zaposlenim, glede na to, da jih je malo,
dodaja še več dela in obveznosti. Jaz mislim, da nekateri zaposleni to dobro namerno sprejemajo, ker vidijo možnost razvoja, mogoče kdo na tem ni navdušen ali pa je skeptičen, ker je tudi normalno, zagotovo pa kakšen to sprejema tudi z odporom, ker mu spremembe niso ljube. No? Ampak jaz mislim, da cilj tega odloka ni kakorkoli dodatno obremenjevati občinsko upravo, ampak samo mogoče jo reorganizirati v smislu večje odzivnosti. No. Upam, da bo tole pripomoglo k temu, da bodo tudi občani imeli boljše informacije in hitrejši in bolj enostaven servis za tisto, kar si seveda želijo izvedeti. Povsod dovolj jasno tudi piše, da je naloga občinske uprave tudi, da sodeluje z občinskim svetom, z vsem odbori in tako naprej. Praktično v vsakem členu to piše. In to bi morali dejansko občinsko upravo zavezati, da se teh črk na tem papirju tudi drži. Ker če bomo sodelovali korektno in pravilno v pravih terminih, se pravi na začetkih samih nalog, ki jih bo občinska uprava dobila, sem jaz prepričan, da ne bo potrebna tudi ne vem kako široka razprava potem na naših občinskih svetih. Edini svetnik, ki je glasoval proti odloku, 4 so se vzdržali, je bil Gorazd Šturm, češ da je reorganizacija občinske uprave zadeva župana in da sam ne namerava prevzeti odgovornosti, če bo šlo kaj narobe. Prav reorganizacija občinske uprave je bila prva in najpomembnejša naloga nove direktorice Silvane Markič, ki je nadomestila vršilko funkcije dolžnosti direktorice Sonjo Rifl. Ta je na tem delovnem mestu nasledila Vanjo Debeljak, ki je to delo opravljala ves čas, kar je bil župan Stanislav Žagar. Markičeva je po izobrazbi gradbenica in diplomirana organizatorka dela in bivša direktorica občinske uprave občine Naklo. Prevzela je vodenje občinske uprave, ki je glede na število zaposlenih med najmanjšimi med primerljivimi občinami. Občina Medvode ima na 1000 prebivalcev le 1,69 zaposlenega, povprečje primerljivih občin pa znaša kar 2,28. Drugo vprašanje pa je, ali so bili zaposleni v občinski upravi tudi toliko bolj efektivni. Kot rečeno pa, deklarirani cilj učinkovitejša in prijaznejša občinska uprava. Običajno, ko govorimo o podjetjih, je cilj reorganizacije, torej večja učinkovitost in manjši stroški. Je bil podoben cilj tudi tukaj sleden? Deloma tudi, predvsem je šlo pa za organizacijo v stilu statusnega razvoja občin in večje učinkovitosti, povezanosti in pa transparentnosti do občanov. Glavna sprememba po reorganizaciji je manjše število oddelkov, ne več 7, ampak poleg urada župana le še 3 oddelki in njihovo združevanje. Posledično tudi manjše število vodij oddelkov. Vodja oddelka za splošne premoženjsko-pravne in družbene zadeve ostaja Sonja Rifl, vodja oddelka za proračun, finance in gospodarstvo Sanja Malej in vodja novega razširjenega oddelka za okolje, prostor in razvoj Katja Gomboši-Telban. Projekt reorganizacije občinske uprave je, razen 2 primerov, zaključen. Seveda, osnova reorganizacije je bil že v juniju sprejeti odlok, potem pa tudi videnje v tem, da je boljša učinkovitost, ko hierarhično ni velike delitve dela. Povezljivost med osnovnim kadrom, to se pravi javnimi uslužbenci v prvem nivoju, tako rekoč, in pa povezljivost z vodstvom je učinkovitejša, manj je motenj, komunikacijskih šumov in tako naprej. Manjša je tudi birokracija ali pa birokratizacija v smislu delegiranja nalog, podpisovanja, pregledovanja in tako naprej. Seveda zdaj z novo reorganizacijo razmišljamo tudi o dajanju določenih pooblastil v odločanju, prav iz tega vidika, da se ne čaka na podpis in odpremo pošte po 2 dni, če so z županom zasedena. Kaj pa reorganizacija občinske uprave prinaša občanom? Del zaposlenih ima v opisu del in nalog posebno krajevno pristojnost. Kar pomeni, da so, bom kar povedala, 4 gradbeniki razporejeni po krajevnih in vaških skupnostih, kjer nekako imajo na pregled celotno zadevo oziroma tok celotnih dogajanj. Seveda jim pa ostali zaposleni pri tem nudijo nek suport v ozadju vsak svojega strokovnega področja. Mislim, da bo delo učinkovitejše, hitrejše in pa tudi, bom rekla, nadomeščanje odsotnosti od dela lažje.
Franci Jeraj je zadolžen za krajevne skupnosti Sora, Katarina, Trnovec, Tehovec in vaško skupnost Studenčice. Gregor Marjasec za krajevne skupnosti Preska, Žlebe, Seničica, Golobrdo in krajevno skupnost Vaše Goričane. Borut Gomboši za krajevne skupnosti Medvode Center, Smlednik in Senica ter Matevž Jekler za krajevni skupnosti Pirniče in Zbilje. Delno spremenjen je tudi delovni čas in uradne ure, ob sredah do 17. in ob petkih do 13. ure. Ob torkih in četrtkih uradnih ur ni, je pa po novem odprta sprejemna pisarna v pritličju občinske stavbe in to vsak delovnik med 8 in pol 12. uro in popoldan med 12. in 15. uro. Sprejemna pisarna je postala tako rekoč servis za občane v stilu informatorja in pa tudi potem arhiviranja stvari. Delo, ki se zdaj upravlja, je tako, da se vse vloge sprejemajo v sprejemni pisarni, tako elektronsko prejete, kot tudi fizično. Tam občani lahko plačajo takso, potem dajo vlogo na zapisnik, če želijo, in pa pač urejajo vse ostale stvari tudi izven uradnih ur. Podobno sledljiva naj bi postala tudi vsa pošta, tudi elektronska. Tudi do sedaj nismo ignorirali nobene pošte. Seveda je mogoče trajalo, da je prišlo do prave osebe, zdaj se pač uraden e-mail, poštni predal oziroma naslov sprejema v sprejemni pisarni, se tudi zavede v novem elektronskem programu in pa potem je sledljivost in transparentnost odgovora in dela na tej zadevi pač toliko večja in učinkovitejša. O novostih pa poročajo tudi iz zdravstvenega doma Medvode. To, da se recepti pišejo le še v elektronski obliki, je novost za celotno Slovenijo. Novo za Medvode pa je, da je s tem tednom upokojenega ginekologa Miroslava Jurco nadomestila nova ginekologinja. Poleg tega so pridobili tudi nov program referenčne ambulante. S pričetkom novembra je bistvena novost v zdravstvu ta, da se recepti pišejo le še v elektronski obliki. Zdaj pa ob odpustu iz ambulante praktično ne dobijo v roke receptov in jim samo povemo, da jih čakajo pač v recepti v lekarni. Zdaj sistem je pa narejen tako, da jih zdravnik pač elektronsko podpiše, zabeleži v sistem in jih bolnik lahko v katerikoli lekarni, na koncu bo vse lekarne pač v Sloveniji vključene, v katerikoli lekarni, ki je vključena v e-recept, mislim, da jih je že to večina, lahko ne glede na pripadnost, ne glede na bivanje, dvigne tudi v Murski Soboti, samo da je zabeležen v sistemu. So že znani, kateri prvi odzivi strani lekarn in pa pacientov? Za pacijente razen te začetne zbede ne predstavlja razlike, predstavlja pa za zdravstveno osebje novosti, ker pisanje receptov je bila tudi ena rutina, napisati tudi do 10 receptov je bilo hiter, danes pa urediti stalno terapijo v računalnik, potem potrditi, elektronsko podpisati, pa zdaj v začetnem delu beležimo kar malo počasnitev delovnega procesa, zato tudi prosimo vse naročene, tudi imamo napisano v čakancah, da prosimo zaradi kratkotrajnih zamud, zaradi uvajanja sistema, morajo kdaj kako minuto dal počakati. Seveda lahko nastane zamuda tudi zaradi upočasnjenega dela elektronskega sistema in nalaganja digitalnih potrdil. Obstajajo pa izjeme, ko se recept še vedno lahko napiše na klasičen način. V primeru nedelovanja sistema, nujnega hišnega obiska zdravnika na domu, je pa možnost predpisati tudi še recepte na star način. Referenčna ambulanta je projekt Ministrstva za zdravje, ki se zadnje 4 leta uvaja v zdravstveni sistem. V timu družinske medicine je prisotna tudi diplomirana medicinska sestra, ki skrbi za preventivo populacije starosti na 30 let. V zdravstvenem domu Medvode smo v mesecu novembru pridobili nov program referenčne ambulante, tako da 2 splošni ambulanti pričneta z delom referenčne ambulante, potem po novem sistemu in v naslednjem letu pričakujemo prijavo še preostalih 2 oziroma 3 ambulant, tako da bi vsaka ambulanta imela v zdravstvenem domu tudi referenčno ambulanto. Osebje za referenčno ambulanto so pridobili z notranjo reorganizacijo zaposlenih. Z 2. novembrom je v dispanzerju za žene pričela z delom zdravnica Nataša Vrhkar, specialistka ginekologije in porodništva.
Z tem tednom pa v zdravstvenem domu pričenja z delom tudi naša nova ginekologinja, dr. Vrhkarjeva, ki prihaja iz klinike. Ginekologinja z več kot 10-letnimi izkušnjami se je odločila za delo v našem zdravstvenem domu in pričenja z delom in bo po nekoliko spremenjenem urniku, tako da bo tudi možnost dopoldanskega in popoldanskega obiska na enake dni, kot je bilo pri prejšnjem ginekologu. Njen urnik dela in kontaktni podatki za naročanje so objavljeni na spletni strani Zdravstvenega doma Medvode. Župnijska Karitas Preska se že pripravlja na teden slovenske Karitas. Z akcijo razdeljevanja oljnih lučk župljanom v zahvalo za že 25-letno pomoč, pa tudi z željo, da tudi v prihodnje pomagajo ljudem v stiski. Župnijska Karitas Preska praznuje letos že 25-letnico svojega delovanja. Zadnji teden v novembru je namenjen tednu Karitas, ki letos nosi naslov Leto posvečenega trpljenja v službi človekovega dostojanstva. Bliža se teden Karitas, letos je to že 25-tič. In smo se letos odločili, da bomo na drug način povabili ljudi, da darujejo za Karitas. In sicer z eno mogoče marketinško potezo, mi je bilo rečeno. Župnijska Karitas Preska pomaga predvsem ljudem v materialni stiski. Stiska ljudi pa se v zadnjem času povečuje. Vrečke bojo naši župljani dobili ob začetku tedna Karitas s prošnjo, da nam dajo malenkost živil za naše ljudi. Vrečka ni velika, ampak če vsak vernik prinese eno malenkost, bo naše skladišče polno. Za njihovo odločitev jim bomo podarovali še eno takole svečko. Župnijska Karitas Preska razdeljuje hrano na vsakih 6 tednov, kruh pa na 14 dni. S tem oskrbujejo približno 150 ljudi, ki prihajajo predvsem po materialno pomoč. Katera živila pa bi bila torej najbolj potrebna? Ja, tako bom rekla, vse, kar ima neko trajno vrednost, recimo makarone, riž, sladkor, predvsem higienske potrebščine, zobne krtačke, milo, pasta, te stvari, lahko pa tudi kakšna dobra gospodinja, kakšno reč iz svoje shrambe prinese, pa bomo glih tako naprej dala. Tako da vsakega daru bomo veseli. Pri pomoči ljudem v stiski sodeluje aktivno okoli 20 članov župnijske Karitas, pri tem pa jim pomagajo tudi drugi župljani. Po cerkvenem pravu vsak vernik dolžan in delati Karitas. Ti, ki smo organizirani, takole, za take akcije nas je 15 do 20, če pa večje akcije jih lahko več, tle jih manjka nekaj, so ljudje, ki pravijo na sestanek ne bom prišel, ampak mi pa redno dajo svoje vozilo, pripeljejo hrano, skratka, veliko drugih stvari, je pa tudi nekaj ljudi, ki pa moli za nas. Župnijska Karitas Preska se je odzvala vabilu škofijske Karitas in bo v prihodnje svojimi prostovoljci pomagala tudi pri oskrbovanju beguncev. Karitas iščejo pomoč različni ljudje, od mladih do starejših in seveda srednja generacija. Ko pomagamo ljudem, ne gledamo, katere vere so, katere narodnosti so, ne nazadnje niti ali so iz naše župnije ali ne. Karitas nudi pomoč resnično vsem ljudem, kajti geslo Karitas je takoj pomagati, ukrepati, takoj boj proti revščini se bije v tem trenutku. V nedeljo 29. novembra bo Karitas Preska soorganizatorica nedelje Karitas, v kateri bo sodelovala tudi naša televizija. V popoldanski oddaji se bo s prostovoljnimi prispevki pomagalo 3 otrokom, ki so pred kratkim ostali še brez drugega starša. Pod starim gradom na Rakovem hribu v Smledniku arheologi izkopavajo prazgodovinsko najdišče, ki je staro okoli 3000 let. Gre za obsežno utrjeno gradišče iz časa med pozno bronasto in starejšo železno dobo. Našli so številne lončene ostanke, dela se bodo nadaljevala še spomladi.
Arheološko najdišče se nahaja na vzhodni strani pobočja pod starim Smledniškim gradom. Uradno imajo arheologi v poročilu zavedeno ime Brecljev hrib, krajani pa ga imenujejo Rakov hrib, bolj splošno ime pa je tudi Gradišče nad Hrašami. Mi se tam ne ukvarjamo z starim gradom kot turistično društvo, pa poskušamo vzdrževati ali pa približno vzdrževati, kolikor je denarja, stari grad. Vemo pa že dalj časa, da je tukaj nahajališče, zgodovinsko, arheološko nahajališče staro 2000 let več, kot je stari grad. In bila je želja, da je to nahajališče, ki je bilo doslej nedotaknjeno, poskušamo majčkeno raziskati in predstaviti pa ljudem. Na dan našega obiska, to je v torek, je ekipa 4 arheologov, sicer zasebnega zavoda Skupina Stik, izkopavala že 6. dan. Svoja dela bodo zaključili predvidoma do konca tedna. Najdišče oziroma utrjena naselbina na Brecljevem hribu je stara cirka 3000 let, to je nekje živela je na prehodu med pozno bronasto in starejšo železno dobo. Kdaj pa ste izvedeli za to najdišče? Najdišče je znano že dalj časa, ker ima namreč že na terenu dobro vidne obrambne strukture. Zdaj z žledolomom pred nekaj leti pa so tudi pokukale na dan številne najdbe, tako da se je v bistvu odkrilo nekaj novih podatkov, ki je bilo tudi posledično potem povod za sedanje raziskave. Sonda, to je območje izkopa, je bil utrjen obrambni zid. Odkrili smo, da je bil v bistvu zgrajen iz kombinacije zemlje, kamnov in lesene ograje. Predvsem pa, kar nam da precej novih podatkov, so pa številni odlomki prazgodovinske lončenine in pa oglja, ki nam posledično lahko s pomočjo naravoslovne C14 analize natančneje časovno ovrednoti to naselbino. Arheologi kulturo opredeljujejo tipološko glede na predmete in nošo, ki so jo takrat uporabljali. Če se zelo posploši, bi to staro predkeltsko kulturo na osnovi rimskih pričevanj lahko poimenovali Iliri. Namreč gre za nekje površino cirka 5 hektarjev, kar pomeni, da jo vršča med večje naselbine tega tipa na širšem območju. Sama ta njena velikost in pa njena lega nad gorenjsko ravnjo in pa ob prehodu čez Savo pa nam tudi priča, da je imela verjetno neko pomembno politično upravno funkcijo širšega prostora. Zaradi bližajoče zime se bodo dela nadaljevala spomladi. Takrat predvidevajo še eno podobno izkopavanje na drugem delu te višinsko utrjene naselbine. Finančna sredstva nam zagotavlja občina, se pravi iz naslova kulturne dediščine smo dobili v lanskem letu, mislim, da 5000 evrov. In zdaj iz tistega naslova se zdaj delajo te prve arheološke raziskave. Potem bomo pa videli zdaj, odvisno od tega, ali bomo kaj najdli, ene najdbe so, samo da morajo arheologi to še ovrednotiti. Po obeh izkopavanjih bodo vzorce poslali v tujino, da bodo z laboratorijsko metodo določili točno starost najdenih predmetov in samega najdišča. Na izkopanem območju so našli kar precej koščkov črne keramike. Gre za redukcijsko žgano keramiko, pri katerem so pri samem procesu zaprli dovod kisika. Potem je bila ta naknadno ta keramika polirana. Glede na to pa, da je ta keramika zelo tankih sten, zelo natančno izdelana, pa v bistvu izgleda, da je že to izdelava nekega lončarskega mojstra, da ni bila to neka kuhinjska keramika, ki je lahko v bistvu vsakdo izdela, že kaže neke določene spretnosti. V zakonsko predvidenem roku dokončanja arheološke raziskave, to je 2 let, bodo podali končno poročilo v obliki monografije. Turistično društvo Smlednik pa si na mestu najdišča želi postaviti za začetek vsaj informativno tablo o tej prazgodovinski naselbini. Med krompirjevimi počitnicami je v prostorih Zavoda za kulturo in mladino potekalo počitniško varstvo, tokrat jesensko obarvano.
Otroci so izdelovali maske za noč čarovnic, izrezovali buče in počeli še mnogo drugih zabavnih stvari. Ob zaključku pa so, tako kot ponavadi, pripravili kratko predstavo za starše. Za zaključkom krompirjevih počitnic se je zaključilo tudi počitniško varstvo, ki ga organizira Zavod za kulturo in mladino. Tokrat so se mladi ukvarjali z jesenskimi temami. Tokrat smo se osredotočili malo na ta noč čarovnic. Za otroke smo peljali v gozd, smo nabrali te naravne materiale in smo iz tega izdelali recimo te čarovniške metle in tako naprej. Potem smo z buče rezali. Maske so tudi izdelovali, tako da v tej smeri, pa peljali smo jih tudi v knjižnico, kolikor razmeri, tako da so imeli tudi tam delavnico. Z organizacijo varstva so zadovoljni tako otroci kot tudi starši, no v našem primeru sestrica. Meni se zdi super zasnovan. Moja sestra je bila že večkrat tukaj, že prejšnja leta. Zelo mi je všeč, da je tako raznoliko delo, da hodijo v knjižnico, pa da imajo res vse organizirano, od prehrane do popoldanskega varstva. Počitniškega varstva se je udeležilo 20 otrok. V preteklosti so število tudi omejevali, vendar tega v prihodnosti ne nameravajo. To ponovadi počnemo samo polet, zato ker je toliko večji naval otrok. Pa jih damo tam, ker smo jih imeli letos kar 50. Tako da mislim, da mogoče bomo zdaj uvedli kakšno omejitev. Do zdaj pa nismo imeli teh omejitev. Naslednje varstvo se bo odvijalo po novem letu med zimskimi počitnicami. Organizatorji tudi za takrat obljubljajo pester program. Počitniško varstvo ne bi se spet izvedel po novem letu za zimske počitnice. Pričakujemo spet dober obisk, pa pester program, tako da otroci se vidimo takrat. Poraz 0-2 je minuli vikend v 11. krogu 3. slovenske nogometne lige Center zabeležila članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode. V gosteh so klonili proti ekipi Rudar Trbovlje. Uspešnejša je bila ekipa združenih kadetov NK Škofja Loka Medvode, ki je v gosteh premagala Zarico Kranj in sicer z rezultatom 0-1. V slovenskih kegljaških ligah minuli vikend ni bilo odigranih tekem. 6. kolo pa je bilo odigrano v Ljubljanski ligi. Obe medvoški ekipi sta igrali na domačem kegljišču, Hidro 2 je premagal ekipo Ljubljana 3, Medvode 2 pa so izgubile z ekipo RTV. Prejšnji teden je bila odigrana zadnja tekma v drugi ligi prstometne organizacije Slovenije. Ekipa ŠD Senica DAF Kordija, ki tekmuje v drugi ligi Gorenjska regija, je bila v zadnjem 6. krogu tekmovanja prosta. Kljub temu pa je glede na dosežene rezultate v prejšnjih krogih tekmovanja obdržala prvo mesto med 9 ekipami. V konkurenci 49 tekmovalcev je njihov najboljši posameznik Mirsad Beganović na 3. mestu. Ekipe v drugi ligi Ljubljanska regija pa so se v 6. krogu tekmovanja pomirile v Ljubljani. Ekipa ŠD Senica Procesi je 6-0 premagala ekipo domačinov Kimi Bar. Tako da še naprej zaseda drugo mesto med 8 ekipami. Med 49 tekmovalci v tej regiji njihova najboljša igralca zasedata drugo in četrto mesto, to sta Uroš Šinkovec in Radomir Mašović. Članska vrsta košarkarskega kluba Medvode pa bo drugi krog 3. SKL Center odigrala v soboto, kjer bo na gostovanju njen nasprotnik ekipa Gorenja vas. Tokratna črna kronika je za spremembo spet krajša. V Dolu so vlomili v počitniško hišico, v Medvodah je nekdo grozil, v Sori je nekdo vlomil v osebni avtomobil, v Medvodah pa so ukradli zlatnino. Policisti še opozarjajo občane, da jih obvestite, če opazite pred katero od trgovin ljudi, ki nasilno beračijo, saj je to v zadnjem času precej pogosto. Pokličite na 113 ali na anonimni telefon policije 080 200, lahko pa jim tudi pišete na elektronski naslov pp@medvode.pulj@policija.si. Prav tako vas prosijo, da bodite pozorni na osebe ali vozila, s katerimi berače pripeljejo na mesto, kjer potem ti na to beračijo. S črno kroniko smo zaključili nove novice med vodami. Prihaja Martinovo, zato dobrohoten nasvet. Pazite, da se morebiti ne znajdete med soustvarjalci prihodnje. S svežimi novicami bomo z vami ponovno prihodnji četrtek. Nasvidenje.